Ok, jutro imam plan iti v Bohinj po službi. Povezave moram še prijeti, ampak ob 2:30 imam vlak iz Zagorja, pa pol prestop v Ljubljani, ali pa na Jesenicah, ali pa oboje. Ne vem, so tako variant prijeti, da moram še prijeti. Pa sem nekje 5:30, se mi zdi, da Bohinjski Bistric. Pa imam pa 11 km s kolesom do kampa Bohinj. Ok, imam še splanirati opcije, da bi šel tudi z busom, ampak ne bom šel. Bom šel, da pokar spet ciklam. Zdaj pa da vidimo, kaj je kje spakirano. Vincita je neka taka linija torb za Bromptona, tudi za druga kolesa, ampak so kar se bolj na tem posvetili. Tale, sem že pozabil, sem toliko variant pogledal. Zdaj pa kaj imam noter, če grem po vrst. Zato da daš koliko pozdržiti, če ne rabiš. Se prstegni na dol, pa če koleso vse poznaš. Šotor, zložljiv stol, napihljivo blazino, plinsko kartušo za gorilnik, ena, drugo. Mislim, da je to, kar je not. Semle gre pojš, notri je spalka, napihljiva blazina gre semle. In tukaj pa še plec, ne vem, poštra imam 2. Avto šlo balam pa enega izbral. Se pravi, to gre kamot sem not. Na drugo stran pa verjetno tale set posod. Tale je 8 deci, zgornje pa, kak pa vem, 2 bi rekel. Tako zadevce so to. Čajčki, noter ima pa še spravljen gorilnik, pa podstavk, da to lepo uravnaš. Take prijemalke, za posode prijemati. Kaj še, to smo če bom rabil. Pa še tak podstavk za na gorilnik, da je razšir za posodice. Pol pa noter še ena takale na isti način podobno narejena ponovca. Ok, se pravi, to bi šlo semle. Zložljiva miza, Parflex, to je takrat svetilka, ki jo pač obesiš ali pa na magnetkam prelegš, pripneš. Pa imam pa še front bag, ko je pa 28 litrov, pa še ruzak je 32 litrov, tako da plece dost. Front bag pa ne vem, gremo pa mlječe to. Gremo tukaj malo na metan. Tamle je chili con carne pa mesni narezek, pol od hrane imam kaj še 100 gramov testenin polško, zlate kroglice seveda v Studio Camp, pa ali bo juhca, ali bo nudlji, so, popr domača začimna mešanica, vitamin D3, sončna krema, krema za posočenju, tuna, ki bi testeninam pasala, malo paškoto, pa še malo paškoto, pa še malo paškoto, Quickie Grits obvezno, pol toast, pa kar se kolesa tiče, smo že tam verjetno. Pol litra vode, pa tukaj imam še liter vode, tukaj imam ključavnico, pa še ogromno prostora, komplet za popravilo, bicikla, pumpa, rezervna zračnica, trakovi za pripet, pecka, čelna svetilka, pa so tudi trakovi za glavo, mogoče kaj vzel, pa cevni trakovi za na nogo. Tole je pa tak ročaj, ko ga dam na Bromptona, da ga lažje prenašam, lahko pa tukaj lopnem trak in ga nesem čez ramo, se pravi, da imam roko pod frej. Tole ne bom imel, to je tak cover, da Bromptona prikrijem. Da se pač ne vidi, kaj imam, kaj nosim. In isto gre po kombinaciji s tem, da ga nesem čez ramo ali pa ga peljem na tistih koleščkih, ki so na prtljažniku, ko je zložljiv in se ga da prenašati na hitro to. Te grem pa iz tole, kar sem pokazal, v front bag nametati. Res mislim, da sem že vse pripravil. Pa imam pa še ruzak. So pa večinoma oblačila, pa higienski pripomočki. Bom še tisto pokazal. Seveda sem tole zvagal, ker ima prtljažnik na kolesu maksimalno dovoljeno nosilnost 10 kg, sicer folk več vos, ampak ne bom men. Zdaj sem tole zvagal in sem nekje na 8 kg. Pa če mogoče še kaj vržem, pa sigurno nisem naredil. Tako da, I'm good.
kar sem prej naštel od futra, je zdaj nekako tukaj not. Dodal sem še bombone, pa mislim, da je robco prej sem pokazal, ki jih je povsod toast. Jedilni pribor bom kar normalnega vzel, čeprav imam tudi neko kemp varianto, ampak jo bom sam testiral, ker ne zaupam glih tem zadevam, ker sem že imel take podobne bedarje s sabo. Olje, paket gumic vedno prav pride, sirup z vodo mešati, 2 fercega za gorilnik prežigati, čeprav bi mogoče kar krasilnik raje vzel. Ok, to zdaj lepo zaprem, stisnem, pa gre front back. Evo, ta zadeva je super, ker lahko pol takole stisnem, imamo vse na enem konci, pa zelo malo pleca vzame. Tukaj imam pa dejansko zaenkrat ogromno prostora še. Tolo vrečo z oblačili, pa tolo malo manjšo vrečo z oblačili, pa če to zaprem, je še ogromno prostora, pa imam pa frejše klele, ki se lepo razširi, pa od zadaj je tudi tvoj žep, pa tukaj za steklenice gre komot litrske not. Tukaj le še en krvak predel, mišljen za laptop pa tablice. Tle bo tablica sigurno, laptop ne bo. Tablica, pa pol tukaj le na vrh so oblačila, gre še tale pouch. Tukaj so pa, oziroma bojo, polnilc, 2 kabla, GoPro, baterije, kabli, zobna ščetka, korodonki moram vzeti, zobno pasto. Za tuširanje, namivanje. Tukaj imam pa pol, se pravi, brisačo tuširati, brisačo za na jezero, če sem kaj šel namočiti, čeprav dvoj kopalk, dolgo trenirko, še nekratke hlače, majico brez rokavov, 2 rezervna ščrta s kratkimi, pa en šrt z dolgimi, pa en set jakno ali pa sveter bom dal, ne vem še. Par stvari bom še z tega ruzaka zmetal, mojega delja. Tole gre še. Anker, baterija. Kar težka zadeva sam. Se bom rabo, ne bom kja na recepcijo hodil, polnt, imajo sicer neke omarce, kamor lahko stvari s pinom zakleneš, pustiš polniti, ampak bom kar grem testirati zdaj ta vikend, da vidim, kaj imam preveč, kaj imam premalo. Pa mogoče bilo najbolj, da si jaz kar plec rezerviram. Sicer v tem predelu Gost, ki je namenjen samo za šotore, ni problema zaenkrat, še ni sezona. Sem klical, sem rekel, da je kamot, sploh kar niso s avtom. Pa trenutno je še brezplačno kampiranje. Plača se samo oseba, mislim, da je 16 ali pa 17 evrov na noč, plus turistična taksa, ki se mi pa zdi 2,5. Tako da po 20 bom na noč, bom pa verjetno 2. Odvisen kak bo vreme, se veš. Gorenjska, sploh pa Bohinj. Ok, zdaj pa res nafilan pa zvagan. 9 kil, zadaj, spredi 8 kil, ruzak 7 kil, ampak to bom jaz zmanjšal, ker 7 kil ne bom na hrbti vozil nosa po moje. The next day. Sem na železniški v Zagorju, me pa malo tale zadnji prtljažnik še nervira. Da vem, jaz kar nimam zaupanja v te zadeve, ki se malo, čisto malo hojsajo. Ampak če so pobi naredili po 400 km, pa tudi do 800 dolge ture delali s prototurbo, in bom tudi jaz bogih 40-50 naredil, ne? Sabo, ko sem čist preveč se obremenjujem. Bom probal zdaj uživati. Minut samo da me vlak, tako da, ok, malo mi plane pokvaril, ampak ne velik. Sem pa od kolesarja do Decathlona, gorilnik grem še nabaviti plinski, ker je moj že zelo, zelo star in nekako ni glih več zaupanja vreden. Ne bom si pa vikend kampiranja pokvaril zaradi enega gorilnika, ker ga bom itak. Sem ga imel v planu, zelo malo menjati, ampak ga bom danes. Imam pa še uro pa 200 do laka, tako da bo šlo. Glih lepo izkus. Mam, tu bo na hit. Evo ga.
kartuša, 450 gramov. Tak, ljučken gorenjik. Evo rešeno, spakiral in gram proti železniški. Imam še uro do Laka proti Bohinjski Bistrici, do tja pa če se vnam do perona 20 minut. Evo na tega le gram do Jesenic, pa prestopim. Zdaj, kad to vse po planu, razen tista zamuda za gori, pa itak nema, 40 minut sem pa čakal. Ampak sem vmes zadnji prtlažnik poštimo, oziroma zadnjo turbo na prtlažnik, zdaj je tako zalit. In je to luče se pelati. Zapit bomo dosk, litrca, ki je nekje na pol sprazen, imam pa še pol litra planirano do Kapave. Če treba si bom nekaj na pot med Bohinjsko Bistrico pa kampom Bohinj natočil, ampak mislim, da bo poredo še liter tekočine. Jo, dober dan. Rezervacijo imam, gost, Damjan Jagar. Evo ga, jaz sem tla, čekinil sem vse. Prej sem že rezervacijo pravil, pa kontacijo plačil, pa na Laki sem hitro prijavo naredil, tako da ni bilo treba nič. Sam dobil sem cifro za šotor, zdaj pa pičim lače sem, staširati se moram. Malo sem utrujen, ampak prijetno utrujen, ful je bilo dobro. Kolesarska pot do sem je, kaj si čelado primil. Res. Pičim zdaj, plec si poiskati. Kakor sem videl z ceste, je pleca za šotor dost, drugače pa je poln. In smo 11. junija. Po mojem sem dal semle. Tam nadol je plaža, pa več se klele nek patuši. Ni tukaj blizu, ampak je le gosto. Sem dal, ja. Sem mislil, da nekaj posnil postavljene, pa nisem. Sem bil toliko vzhičen, da sem šel šotor kar na hit postaviti, to gre res hit. A ja, bajdove noga imam. Simont MT, ne vem, 900 ali kuk. Obstaja tunelska verzija, pa taka bolj na iglu, ampak ni čist. Za dve osebi, kar pomeni, da je za eno udobno. Taka lušna spalnica, spolno udoben. Tukaj ne pride napihljiva blazina, spalka, polšter oziroma dva, robo malo knut. Čeprav je tudi klele prostor. Klele bo zložen Brompton, kolo. Pa mogoče bo na drugi strani, ki od tega še. Sta dva vhoda, tako da na oni strani isto. Tak vhod. Počeno vrata, vse tak proti komarno pa zračno. No, smo prvič v njem spal. Zelo se mi dopade. Sploh, ker je mehen. Tako da sem ga imel, kje sem ga imel? Zadnji torbi na prtlažniku. Pa pod 2 kg je tež, kar je sploh super za prenašati ali pa za skoraj sem zdaj si grem pa jaz ene nudle skuhati z mojim čist novim gorilnikom, pa čist polno kartušo plina. Pot je bila super, sicer sem imel, sem že povedal, verjetno v Zagorju 40 minut zamude pri odhodu z vlakom, ampak ni panike, sem šel dosti spred, ker sem šel še v Decathlon, pa v gorilnik, pa kartušo.
nisem imel čisto dosti časa, prišel sem na železniško pol ure pred odhodom vlaka do Jesenic. Na Jesenici sem pa prestopil na vlak za Novo Gorico in stopil v Bohinjski Bistrici. Tukaj je bilo 5 minut za počakati. Pa iz Bohinjske Bistrice pa do Bohinja sem šel pa prvič po kolesarski, je pa tukaj super. Res tam ob levem bregu je speljana in je res super. Lepo, mirno, umaknjen od prometa, super. Mičke ni vzpona takih, ampak so pol nagrajeni z spustom. Asfaltirano so, ni problema. Res, super vožnja, super dan. Zdaj pa jest pa ne vem, tako prijetno utrujen sem, pa niti ne. Ampak bom po moje kar dolgo še zaspal, ne vem, nekaj si na iPadu dal. Ali bom fuzbal gledal, ki je danes Bosna. Čeprav ne spremljam fuzbala, ampak mogoče bom. Ali bom pa kaj na YouTube pogledal. Ali pa Netflix. Po mojem bom Netflix z eno serijo nadaljeval. Lačen. Ko sem se pa lahko spomnil, da pa res nisem vzel nič za pomivati, niti krpe, niti čistile. Zdaj, če tam ponovati tudi v kampi, kdaj tudi kdo psti ali pa celo kampom, če nem pa nekaj drugega ne tam. To ni sile. Zdaj si bom pa jaz ležišče uredil. Armaflex sem rekel, Aloflex. Napihnem blazino, spalko razgrnem, pa še malo tlele robo pospravim, pa si uredim. Spal bom kot gospod, veš. Tukaj imam Armaflex, napihljivo blazino, spalko. Tukaj imam pa še glih, tukaj pleca, bom posral robo. Sam bom pospravil. Pa lučka, pa še ležečki. Izhod, to drug, zadnja turba, se pravi bikneš, sem se metal od šotoru pa te vreče pa take zadeve. Kuhna so za jest, tole še pospravim not, ruzak, tukaj sta še 2 žepa, sem jih kar odkril za, no vem kak sket papir spraviti ali pa kaj, čeprav imam tudi v čelad, ampak čeladom da po moje kar kaj not. Krok se dam še ven, tukaj imam pa cute. Pa tole. The next morning. Dobro jutro. 4:30 ura in moram lulati. Ampak bo kar dosti spajna. Mislim, da me je okrog 10 sem zaspal. Tako da nekaj bo dan za izkoristiti. Če pa treba, bom pa popolne malo po kosili zadremo. Moj šotor je pa mimo prvega smrčača na desni, pa pri drugem smrčaču na levo. Je pa oziroma malo pred 5 zjutraj 12 stopinj tule. Tako da ja, v bohinjskih koncih je vedno pametno imeti kakšne dolge rokave. Kje se cajtik sem mogel super sabo lačiti, pa pumpati, pa podirati, pa pospravljati. Zdaj se pa že kar kvalitetno dobijo, ne več take banane kot čas. Mislim zaredno. Tukaj so širš, boš stabilen, bolj primeren za začetnike, pa malo ožji. Nimajo pa nič daljših, kakšne res pa hitrejše modele.
Kako je to? Aha, red pedli so. Lepo. Ja, kvalitetno robo imajo za rentati. Tole je pa okrepčevalnica oziroma restauracija. Ne bom šel nič obiskati. Bom šel pogledati, kako ponudbo imajo, kakšne so cene, ampak mi je gušt, da sam neki cmarim, pa magar za to konzerve. Grem pogledati, če imam konc kampa. Sem bil res dvakrat pred več kot 10 leti, mogoče že celo 15. Res kamp se je ful povečal, ful uredil, res je precej bolj lučen. Takrat je bil tako za legalno prespati. Evo, imam. Bom lahko posodo pomil. Super. Tole mi bo tudi prav prišlo. So mi že po telefonu povedali, ko sem sprašal, kje se da kakšne naprave nafilati. Da se pustiti na recepciji, ki je bolj zihar, nekaj pa tudi tako da zove filaš. Je nekaj krat pusto. Krajžno. Pralni stroji. Vse to prat, tudi prav pride. Pa še en plet za posode pomivati. Je dosti tega le. Ja, rogleček lahko dobimo pol 8. Sladoled pop 12. Bom si pa mogoče kaj sadja vzel. Zelenavne, ki prav pride za kuharijo. Mogoče. Igrala. Tam še neke plezarije, kakor nek adrenalinski park. Ja. Ok, kamp si razgledal, mi je jasen, res je zelo poštim v vseh teh letih. Zdaj grem pa malo Lenart, kaj pogledat, pa zajtrk, pa verjetno na plažo. Danes naj bo lep pa topodan. Mimo prvega smrčača na desni in pri drugem smrčaču na levo. Sem že zjutraj videl prikolice pri WC-jih pa tuših, pa se mi točno zdel, da bi lahko bilo za tole. Tale del namreč je namenjen samo šotorom in avti se pol tamle parkirajo in zelo blizu, par metrov stran so kar neki prikolic, šajtark. Seveda, da si lahko robo zvoziš od avta pa potem nazaj. Tudi tak lušen dodatek.
No, to je pa moj najljubši konec Bohinjskega jezera. Severno-zahodni del. Tukaj sem se tudi narekopal. Na tej lijasi se najde tudi senčka. Ljudem dosti nepoznan, pa ni gužve. Je pa tako, no. Tako je globoka rata, tako da za kakšne hodeče plavalce, ki jih ni. Ti se pa pol tam nadol. Je pa tukaj nek. Je pa kar malo nizke, ampak je spet tako je globoka. Ja, le jezero je bohinjsko. Ni to obala. Lepo. Zelo. Grem tukaj na jasico pogledati. Evo jo. Ni lepo, nekakve barve. Hribček tam na gor. Padalci vzletajo, pa na jugo-vzhodni obali pristajajo. A slišiš to? Ja, sam ptički pa nič drugega. Ni lepšega. Ure zdaj kaj pa vem, 10, pa že pred sobota. Pa za čudo še nikogar ni. Razen kante za smeti. Evo ga tam leben. Lušen, mogoče bi pa jaz popolne sem da prišel se malo namočiti. Pa ko popolne? Kar zdajle. Še malo pomajčam, da odeli zdržali, da nam sabo nosil. Mogoče kako malenkost. Pa sem le. No, da sem se hotel priti s kempa. Šel sem pa še malo višji. Pogledati. Zelo lepo. Zelo. Na kampiranju pa ne sme iti brez juhe iz rečke. Z drobovimi žličniki. V njih cmočko, govejih niso več. In seveda dodatek zlatih kroglic. Kulinarika. Kamp kulinarika. Še Bush Charging Station. Tukaj pa celo zakleneš napravo not. Tukaj za tablico ni za telefonijo, pa za mojo polnilno baterijo tudi. Se pravi, daš not, izbereš svojo 4-mestno PIN kodo, zapreš, pa ko rabiš, pa tudi priješ svojo izbrano. Ok. Tam pa jaz po moje pol preklopil zunajno baterijo in power brick. Na vsak slučaj, če mi trki rabo. Da se da petek tudi lahko filati. In pa še jugovzhodna obala. To je pa najbolj priljubljena. Kar nizka voda, pa kar veliko trave, pa kar tople. Pa kar več dogaja. Kolesaril sem pa mi bilo ful uroče in se odločil, da se grem kupat. In ko so še tori preoblečval, sauna, sem bil še bolj prepričan, da se grem kupat. Zdaj sem pa klele dol, pa nisem več tako prepričan. Klasičen popoldanski veter klele čez jezero iz severa proti jugu. Tele pa par ljudi, ki glih kontraveslajo s kajaki. Binder dan det. Dopolne sem šel proti jugu, dopolne pa nazaj gor. Veter v prsa. In je šlo zelo počas. Enako je supi, ki so že kar nekaj časa ful modern. Ful jih opažam, da glih zdajle gor veslajo. Tako da dopoldan, kamut, jugo-vzhod proti severozahodni obal, popolne pa glih kontra proti južni, bo letel košus, verjem. Ja, tudi supam, sem že probal. Lepo piha, no. Malo hladnejši severa. Začer v smislu si skuhati polške, pa dodati tuno, ampak bom jedel čili con carne. Zakaj? We
interrupt this program to bring you a special report. Živijo, Damjan med editom. A lahko nekdo pove tem idioti, da bo jedel gulaš supe in ne čili con carne? Hvala. And now back to your regularly scheduled program. Edini razlog, da bom jutr domov nosil men teže, pa men volumna. Mogoče pa boški jutr. Najedel sem se, zdaj pa 24 ur pogledam. Pa predek sem si v Mercatorju, sem šel še na drugo stran obale pogledati, neki kisle bombončke kupil. Sicer sem nekje znan, sem se ne vidi druga pakunga. Mislim, da niso tukaj kisle. Pa ulovil sem toplo vodo v vrtuših. Bil sem pa 6 sem ide tam. Pa ni bilo še gneče. Se pa glih začela nabirati. A ja, pa prej se šel pol v vodo. Mrzla. Ampak tako je, no, za namočiti se pejti ven, ne zaplavati. In kasneje sem na Arsovi strani videl, da je imela ob tisti ur 15,8 stopinj. The next morning. Dobro jutro. Nedelja, 14. junij, še druga noč prespana v šotoru. Super šotor. Prostoren, sicer je za 2 mišljen, ampak se veš kak je pravil. Vedno kup za eno osebo več, kot jih dejansko spi. Lahek, po 2 kili, spravaš ga lahko v ruzak. Hitro postavljiv, 10 minut nimaš kaj delati. Še hitreje podrt in pospravljen. Res super zadeva, priporočam. Tako da nekako gleda iz From Where I Lay. Takle en predprostor imam kolo. Tako da izgleda ti predprostori. Sicer od zunaj izgleda kot iglu, ampak ni, je tako ležišče, notranjost je bolj v izvedbi tunel. Žabki, klasika. Super je. In pa še napihljiva blazina, tudi super, res tudi mehen zložljiv, 600 gramov teže. Spalka do 15 stopinj komfort, pa 10 stopinj malo bolj oblečen. Danes po noč mislim, da je bilo 10 stopinj in sem bil. Kratko majico imam, pa sveter in je bilo čisto v redu. Se pravi, bi šlo še nižji s kakšnimi dolgimi rokavi spodaj. Super. Ura ja, 10 čez 5. Malo stvari bom klele nakup zmetov pospravil, pa bom pa malo Netflix pogledal. Pozajtrkoval, mudi se mi nikoma ne. Mogoče bom še kaj klele okol. Vlak v Bohinjski Bistrici imam pa malo pred 1. Do tja imam pa s kolesom uro čistne in pa verjetno bom še spati po kolesarski, ki je res izredno lepa. Čez tako lušno pokrajino gre umaknjena od prometa. Na Jesenicih imam kar dolg prestop, skoraj uro, ampak verjetno bomo imeli malo zamude do tja, pa bom tam verjetno šel kaj poiskati za pojesti. Pa v Ljubljano, pa naprej z Ljubljane do Zagorja. Če bo posreč, če bo tako kot 2 tednoma, ko se šel z Bleda, ista linija, isti termin, bom nekje ob 5 v Zagorju. Ampak takrat so imeli vlaki kar res zamude, tako da sem mogel naslednje iti. Bom videl, se mi kamar nam di. Imam še cel dan pred sabo.
Jaz sem pospravil vse, je bilo kar hiter. Zdaj imam pa še več kot uro, da se odjavim. Videl bom še tle, bom kar šel. Imam pa vlak šele ob enih. To je pa čez 3 ure. Zihar več kot ura po kolesarski, pa se bom še malo ustavljal, kaj posliko. Mogoče... Ne, kupil se ne bom. Glavnem to je to. Kamp Bohinj, 2 nočitvi, od petka, kdaj sem točil. Malo pred 7 zvečer, pa na nedeljo grem nazaj. Veš, da bom še prišel. In to z biciklom. Evo se odjavil, zdaj pa še malo vode odlijem, pa malo vode dolijem. Pa čist počas proti Bohinjski Bistrici, ker se mi res nekam zemlji. Na železniški Bohinjski Bistrici. Enega Red Bullčka, pa počas vlak počakati. Imam še več kot pol ure. Pa prvič pijem Red Bull iz kozarca. Sploh nisem vedel, da se to da. Nekaj smo se pa nabrali. Kaj čisti koč. No, na teta od zadnji sem že malo legla na bicikle. Ja, smešni. Vse so ok. Sam malce naslovnila. In sem doma. Enač pot je potekala čist po planu, čist. Z izjemo petkove zamude vlaka, s katerim sem štartal, ampak, kakor sem že rekel, nema veze, ker sem šel dosti prej, ker sem imel plane še pred naslednjim vlakom in sem bil tudi na drugem vlaku prehmal. Brompton, super, tudi za takale razdalje. Sicer nisem zdaj, ne vem, neke ekstreme, nekje med 40 do 45 sem prevozil, večinoma se odej teh bil cuk, ampak cilj je bil iti z njim, se pravi, da ni vedno avto iger, pa z javnim prevozom, pa z vso potrebno robo za kampiranje. Torbi so super, za sprednjo sem že prej vedel, je od Bromptona, zadnja je pa Vincita, ki imam se kar dosti njihove robe. Pa imel sem še ruzak od Decathlona. Sprobal sem še prvič nov šotor. Pa zraven sem se še nabavil zamenjal spalko, da je menjša pa lažja, pa mislim menjša volumensko za s kolesom prevažati. Blazino za spad, pa mislim, da je to to. Stol pa mizo imam že od prej. Glavnem vse sem spravil, kar rabim za eno lušno kampiranje in za en zelo prijeten vikend in to bom sigurno še ponovil. Mogoče kak drug kemp
Sem se pa zikar še vrnem. Bil sem v kampu takrat še Zlatorog, zdaj je Bohinj v koncu. Ne najdem ta vikend kakšne slabe stvari. Vreme je super bil, temperatura tudi. Še več takih vikendov. Se vidimo.